Jurij Videc je prostovoljni markacist Planinske zveze Slovenije. Ko je čas za akcijo, se opremi z barvo, čopiči, žago, če je treba z vrtalnim kladivom, na rame pa si uprta kline ali deske. Potem pa veselo na delo. Starši so ga v prvem razredu osnovne šole vpisali v planinski krožek in včlanili v Planinsko društvo Laško. Takrat se je začela njegova ljubezen do hribov in gora. Ja, že tako ali tako živimo v podeželskem okolju obdani s hribi in griči. Je pa v bistvu ves prosti čas, ko je bil na voljo takrat staršem v tistih časih, bil izkoriščen za odhod v bližnje Kamniške Alpe, potem tudi Julice, mogoče v poletnem obdobju počitnicah. Ja, skratka, čim več je bilo namenjenega časa preživetega v gorah. Vam je bilo to kdaj odveč kot mulcu? Si zjutraj vstati, pa zdaj nekam hribolaziti? Kot mulcu načeloma ne, v času pubertete pa definitivno ja. No. Takrat je tudi sledilo neko obdobje pauze, da rečem, v času srednje šole, no potem pa v študentskem obdobju sem pa začel še bolj intenzivno, kot v času osnovne šole, zahajati v gore, potem pa tudi se pridružil markacistom in šel po tej poti očeta, bom rekel, v narekovajih. Jurij Videc pripoveduje, da so se prioritete v študentskem obdobju spremenile. Takrat je s prijatelji spet začel zahajati v visokogorje. Nagovarjali so ga, naj se pridruži markacistom, tečaj je opravil leta 2000 na Vršiču, odtlej pa med drugim ureja planinske poti. Ko hribolazite ali planinarite, morda niti ne opazite njegovega dela, urejenih poti, markacij, popravljenih stopnic. A priznanje in odobravanje nista prvi motiv prostovoljca. Prihajam iz rodarske družine, kjer je bilo neko tovarištvo, prostovoljstvo, nekaj samoumevnega, da v okolje moraš nekaj dati, če od okolja hočeš nekaj zahtevati. Bolj so prisotna ta mnenja, da je vse po sebi samoumevno, vsakomur vse dostopno in tu je ta vzgib k prostovoljstvu, da nekaj v okolici daš. Prva stvar, tisto tovarištvo in ker tudi okolje je meni nekaj dalo. Sigurno so me starejši čez leta naučili določenega obnašanja v hribih in to znanje, ki si ga prejel, skušaš dajati naprej. Pravi, da je treba to miselnost prenašati iz roda v rod. Njegovo delo, če tudi kdaj nevidno, pa cenijo tudi pohodniki in planinci. Če ga srečajo, ga ustavijo, kaj povprašajo ali celo pripomnijo. Moram reči, da je več pozitivnih mnenj, je pa tudi seveda nekaj kritik. 100 ljudi, 100 čudi, pravijo, a ne? Ja, večinoma so to pozitivne zadeve, ljudje pohvalijo, vidijo. Smo že bili deležni kakšne sladkarije, kakšne pijače, pa tudi pred leti, ko smo delali v Prisojniku, so tuji turisti, predvsem zahvalo, ker smo jih spustili skozi, tudi finančno darovali. Markacije, erozijske zaščite, stopnice, vrvne ograje. Vse to so izzivi, s katerimi se spopada prostovoljni markacist. Največ priprav pa zahtevajo težavnejši podvigi, na katere je tudi najbolj ponosen. Omeni letošnjega. Mogoče kakšen razor, na katerem smo letos obnovili vršni del. Gre za odsek Slovenske planinske poti, ki je bil mogoče malce prezahteven za vse obiskovalce planince. Dodali smo nekaj kovinskih varoval, katerih ljubitelj sicer sam nisem, ampak ko govorimo o splošni varnosti, splošni dostopnosti poti, je potrebno ugraditi tudi to, da je ljudem dostopno. Anekdot se je v dobrih 20 letih nabralo veliko, pripoveduje Jurij Videc. Prostovoljstvo v naravi je sprostitev, odklop od službenega računalnika. Na akcijah se markacisti podružijo, preznojijo in nasmejijo. Včasih tudi na račun komentarjev pohodnikov in planincev. Ko te vpraša mimojedoči, kaj pa vam je, delate sredi gozda in vi nosite na ramenih les nazaj, potem ko mu razložiš, da gre to v bistvu za macesnov les iz visokogorja, ki ima boljšo rast, ki je bolj trpežen v zemlji, v tleh, da neka smreka bor, ki raste tam, razpade v letu 2, potem je to mogoče bolj logično za tistega, ki je to predtem komentiral. So pa tudi taki, ki se ponudijo, da bi mu pomagali ali se pridružili ekipi pri delovni akciji. Seveda. Še posebej pri kakšnem transportu, mogoče kdo pogumno pristopi, pa bom pomagal. To je seveda dobrodošlo, se pa že tudi zgodilo, si nesel nekaj 10 vrvnih klinov na ramah v hrib, pride nekdo mimo, bom pomagal.
potem pa po 100 metrih omaga in tisti klini ležijo po celi trasi potem do vrha, a ne, njega pa nikjer več, ker od sramu zbeži naprej, ne, potem ti mogoče naredi več dela kot koristi. Jurij Videc pojasnjuje, da pri zahtevnejših akcijah markacisti sodelujejo s Slovensko vojsko in policijo. Leta 2014 pa so po uničujočem in nevarnem žledolomu poti sanirali z gozdarji. Čeprav pogosto računajo, da bodo vzdrževane in urejene poti zdržale 15 let, jih lahko močna in mogočna narava hitro preseneti. Vse to je pa nek odraz tega čedalje bolj divjega, nestabilnega vremena, ne. To tudi markacisti z leti opažamo, da se je v nekem kratkem obdobju povečalo število teh ekstremnih naravnih pojavov. Ekstremni vremenski pojavi, na drugi strani pa ekstremni družbeni pojavi. Naprimer Instagram planinstvo, kot mu pravi Jurij Videc. Kaj pa vandalizem? Vandalizem se mi zopet zdi, da se pojavlja v zvezi z tem Instagram planinstvom. Ko nekdo pride na vrh, kjer je mogoče križ, stolp, neko obeležje, vsekakor za sliko, marsikdo želi splezati na vrh, se postaviti na glavo, narediti lastovko, vse to se smatra pod vandalizem, bom rekel. To je nespoštovanje planinske infrastrukture, vemo pred leti tudi Aljažev stolp na Triglavu, kaj vse so ljudje z njim počeli, ker dejansko niso imeli v zavesti, da gre to za spomenik nacionalnega pomena, dediščino, tako in se pojavlja, sigurno. Vandalizem se pojavlja tudi tam, kjer pregovorno ni več greha. V Visokogorju, kjer je delo markacistov še posebej zahtevno. Ja, definitivno je izziv in veselje nekje obnova poti v Visokogorju, ker si nekje v vertikali, visiš na vrvi, takrat, ko si na vrvi, govoriš sam sebi, kaj mi je tega treba, ko je pa delo opravljeno, pa si sprva sam na sebe ponosen na ekipo. To je tisto delo, ki je tudi mogoče najbolj opaženo. Tako kot je v planinstvu napor poplačen z razgledom z vrha, tako je delo prostovoljnega markacista poplačeno z urejenimi planinskimi potmi. To zahteva veliko načrtovanja in odrekanja, vrlini pa sta natančnost in redoljubnost. Ja, redoljubnost, kakor kdaj, da ne bomo govorili samo o superlativih. Seveda, ko se govori o akciji, delo markacista, tu napak ne sme biti. Bom rekel po domače šlampariji in nekega amaterstva se ne moremo iti, ker le moramo poskrbeti za varnost ljudi, ki bodo uporabljali to pot. Stvari morajo biti naredite več kot 100%. Tu sigurno ni nekih bližnjic. Jurij Videc je bil gost oddaje Liki. Prisluhnite tudi prihodnji oddaji, vse pretekle pa najdete na val202.si in med podcasti Radia Slovenija.